Zbolela sem. In zdaj se valjda obnašam, kot da sem prva oseba na planetu, ki je bolna. Ta vlog bo ful brezpomenski, tako da če imate ful drugih stvari za delati, jih pejte delat. Ker to bo čisto kar tako, pač moram... Rada se pogovarjam sama s sabo, okej? In je fajn, ko vem, da pol bo vsaj nekdo poslušal. V glavnem, zdaj sem na tej točki že toliko kul, da celo lahko uporabljam vse črke abecede, tako da ni smrt, ampak je smrt. Ne pomnim, kdaj bi bilo nazadnje tako hudo. Razmišljala sem, kdaj sem bila nazadnje toliko bolna, ker jaz ne zbolim velikokrat. Če pa zbolim tako za en dan ali pa največ dva. Dva je že tako maksimum. Danes je dan 5. Okej, dobro, malo sem se zasrala, ker sem začela počivati šele 4. dan svoje bolezni. Zato, ker pač sem navajena, da ni tako hudo, kakor izgleda. A veš, in sem še vseeno okrog skakala, ne, sicer med ljudmi, okej. Izolirala sem se, ker sem prepričana, da sem tako tudi pobrala nekaj, ker sem šla na snemanje in sem bila tam 10 ur in večino časa sem bila v enem majhnem zaprtem prostoru z eni 20 ljudmi in 3 od teh 20 ljudi so kašljali. Tako ogabno, a veš, moker kašelj, ko čakaš, da bo gremlin ven prišel iz grla. Nisem se imela kam umakniti, sem razmišljala, to zna biti problem. Ampak pa sem bila kar kul in potem sem bila pa prevoz eni kolegici, ki je mogla k zdravniku iti, in kar se tiče oči pa sluha, ni bila glih najbolj stabilna, da bi lahko vozila, in sem 1000%, sem verjetno imela slab imunski sistem zaradi tistega snemanja in potem sem v bolnici nekaj pobrala. Zato, ker tule veliko zdravnikov je direkt v bolnici in tako, ko gledaš bolnico, ne, ko hodiš po hodnikih, so tako ob strani postelje za tako tenko zaveso, en zraven drugega so tako bolni ljudje, ne. Naredila sem napako, nisem imela maske. Ja. Zdaj pa imam, ne. V glavnem sem najprej mislila, ko me je zagrabilo v petek, ne, zvečer, verjetno sem samo malo neprespana. Pa v soboto sem se tako malo čudno počutila, no, kar precej hudo. A sem si rekla, to meni nič ni, meni noben ne bo govoril. No, in potem sem začela počivati šele včeraj, kar je bil 4. dan. Mogoče 7. dan bom ostala od mrtvih, tako kot Jezus, in bo super. Zdaj vas bom pokazala, s čim se jaz zdravim, ker ne grem k zdravniku, nimam toliko denarja. To je to življenje v Ameriki. Imam zavarovanje v Sloveniji, zato ker ga moram imeti, je obvezno. Oni mi bojo pošiljali položnice oziroma zdaj imam trajnik, dokler jim ne dokažem, da sem zavarovana kje drugje. In nisem, zato ker najcenejše zavarovanje za samozaposleno tule in za moj status je $450 na mesec. To je ta poceni. Da bi šla jaz zdaj k zdravniku, obisk zdravnika je $250, pa bi me verjetno na kri pa na urin poslali, kar bi bilo naslednjih $250, zdravila bi bila verjetno nekje $200, pa še verjetno mogoče, ne vem, ultrazvok ali rentgen ali ne vem, glede na to, da sem zvenela kot stara babica, to bi bilo pa itak tam nekje 600 in 2 jurja. Ja, raje grem na počitnice za 2 jurja, pa tam počasi umrem. Kvam šla k zdravniku? Za ta denar grem lahko nekam, se z avtom odpeljem v eksotične kraje, pa ležim na plaži, dokler me ne pobere. V glavnem, imam pomarančo, zdravila, ki bi jih moja babica tudi priporočala. Dragi moji, okej, vzemite zvezek pa si zapišite, kako se pozdrav, brez tablet. Tudi ameriških tablet nočem jemati. Nazadnje 2-krat, ko so mi sterorizirali telo, tako da sem imela pol vse ostalo bolj uničen. Bila sem najbolj pohabljen zdrav človek. Tako da, pomaranča. Tako si jaz vsak dan si pripravim zjutraj. Tukajle imamo ingver in pa strok česna. Prosim, ignorirajte stanje tega česna in ingverja. To je vse, kar sem lahko našla v hladilniku, ker valjda ne morem iti ven. Seveda imamo vodo, moram si nafilati. Tukajle imam jabolčni kis zmešan z vodo, vitamin C prah. Včeraj sem si pa sem si dostavila, no. To je pa ribes, ima not cink, vitamini C in D3. Tole sem jaz jemala skoraj vsako zimo, ko sem se prvič preselila v Los Angeles, zaradi tega, ker tule zime so take, ne. Najprej mrzlo, pol je ful toplo, pol dežuje in pol je toplo. In to je najhujše za bacile in vsako zimo tukaj so gripe tako res. Enkrat prej sem imela gripo 2016, to je bilo
manj kot eno leto, ko sem se preselila sem, ko sem bila študentka. Takrat sem imela 41, 42 vročine, tako 3 dni skupaj. Nisem mogla hoditi, tisto je bilo nazadnje najhujše, tako da 10 let nazaj je bilo, ampak ni trajalo dolgo. Po 3 dneh sem bila okej, ne. In takrat sem potem začela to jemati in sem bila kul vsako zimo, ne. Potem sem nekaj let nehala to jemati in sem si zdaj spet kupila, ful pomaga, res ful pomaga. Sem si pa kupila še tudi tole za prehlad in za gripo, ki pa tudi z črnim ribezom. Sem prebrala ful dobre odzive glede tega, sem začela jemati včeraj. Sem imela dejansko prvič po 4 dneh zvečer, po 7 zvečer energijo, toliko, da sem lahko celo par stavkov skupaj spravila. Jutra so najhujša, prvi 2 uri, ko se zbudim, pa pol 4 popoldne me zvije, ponavadi dobim vročino zvečer, sem cela omotična, me začne kuhati, sem cela blesava, tako da včeraj je bilo prvič, da nisem bila taka. Napredek. In pa seveda pijem kavo, zato ker imam rada kavo. Čez 4 te na dan grem. Ful sem tako užaljena, razočarana sem nad svojim lastnim telesom, ker kakor res pač pravim, jaz nikoli nisem bolna. In nimam pojma, kva, da najbolj sem žalostna to, ker ne morem teči. Če vas tako slučajno zanima, kako jaz pa preživljam vse te svoje bedne dneve obstoja. Dude, seriously, you need to stop calling me. Ted, I'm sorry I haven't returned your calls. Tako, preživela sem še en dan, zdajle jem juhico. Not sem dala še krekerje, drugače pa juha iz krompirja, zelena, korenje, koruza, fižol. Tole je za dušo, tole me bo spravilo k sebi, majku milo. Zdaj malo manj, ampak prejšnje dneve, ko sem res tako umirala tule v tej posli, pa začnem razmišljati, jaz bi samo enkrat rada še v počasnem posnetku tekla na peščeni plaži v sončni zahod. Presežem, da čim bom zdrava, se bom začela s noro športom ukvarjati. Samo zdravo ji bom jedla. Res bom skrbela zase, plisam, naj jo zdravim. In potem sem nekje 4 dni živim tako res ka monk. In potem sem itak tako, In ja, zdaj se kar veselim dneva, ko bom stopila ven na zrak. Neko idejo imam, da bi šla jutri zjutraj laufat, ker tako se najhitreje pozdravim. Samo moram pač ko res paziti, da ni moje telo preveč z eno nogo v grobu. Včeraj definitivno nisem bila za laufanje, danes zjutraj nisem bila za laufanje, ampak imam pa upanje v to, da jutri bom pa lahko šla laufat. Jaz večinoma laufam samo zato, da sem tako psihično normalna, kakor toliko. In zdaj že ful časa nisem laufala, ne, že več kot en teden. In za vse, ki so okoli mene, je dobro, da grem jaz laufat čim prej. Hodim pa res tako kot babica spat. V soboto pa nedeljo zvečer sem šla ob 7:30 spat. Nenačrtno, pač zmanjkalo me je. Ugasnila sem. Prav niti ni prišlo do točke, ko sem si rekla, bom samo malo zaprla oči, a veš, za 5 minut. Ne, pač enostavno vem, da sem gledala film in naslednje, kar vem, je bilo 10, si umila zobe pa šla nazaj spat. Včeraj sem šla ob 8 spat. Party, žurerka, danes upam, da mi rata do 9 zdrža tega. No, se pa pol tudi tako primerno zbudim ob 4 zjutraj, ne. Grem zdaj jaz kot normalen človek. Sem se odločila, da bom probala prelaufati 3 kilometre, več kot to ne. Pa si bom vzela pol ure za ta tek. Na ta način lahko se vmes ustavim in izkašljam, karkoli bo pač ven prišlo. Gremo se pozdraviti. Okej, odlaufali smo. No, vi ste gledali ta video. To je bilo veliko težje, kot sem si predstavljala, da bo. Odlaufala sem 3 kilometre, natanko 3. Hodila sem nehat po kilometru pa pol že, ampak ker sem si zastavila, da bom laufala 3 kilometre, ne moramo iti manj kot to. Mi pa nos ne dovoli, tudi če kašljem, tudi če vržem ven pljuča. Izšvicala sem se, načrtno sem se oblekla ful toplo, zato da čim bolj izšvicam. Zdaj pa moram čim prej pod tuš. Ta vlog je uspešno zaključen. Se vidimo v naslednjem. Lajki pa subskribaj se. Čau.